Cenjene dame, dragi gospodje, ljubitelice in ljubitelji prve lige Telemach, prisrčen pozdrav z Kopra, prisrčen pozdrav z Bonifike. Že se nadaljuje slovensko državno prvenstvo, čeprav smo še včeraj vlekli neke zaključke, kar se tiče 22. kroga v oddaji pod prečko, no danes pa z obračunom med Koprom in Radomljami. Mlinarji pa osredotočeni na branjenje, zaenkrat še niso popustili, morda zdaj Vešner Tičič oddaleč in Velič je žogo odbil. Znova je bil Koreja dober v skoku, pa potem agresivno Koreja, ki že ima rumeni karton. Tule zdaj je visoko dvignjena noga in predčasna prha za Korejo. Na tleh Nuhanović, težave za Koprčane, 25. minuta. 25. minuta. In Koreja je končal s tekmo. Nuhanović, najprej Vešner Tičič, potem pa še Koreja. Vajen jasno iz svojih časov pri Mariboru, da je potrebno pomagati v obrambi. Zdaj se je zapletel Sokler, ima priložnost in gol! Napaka v obrambi na sredini, Božek Vancaš se je danes trošil. Tu pa storil neumnost, 42. minuta in Mlinarji vodijo. Sokler je bil v fantastični formi na pripravah in to je Bogatinov večkrat dejal. Danes je torej začel v prvi postavi in iz igre, tam na sredini Osuđi, desno pa se je odprl Kotnik. Kotnik gre takoj v kazenski prostor. Kotnik, lepa finta, Kotnik še vedno, Kotnik do strela. Spremljal ga je Vrhovac, zato ni bilo dovolj prostora, pa zdaj Vešner Tičič. Vešner Tičič, ali lahko poda pred vrata, Vešner Tičič v sredino in gol! Koper se vrača! 51. minuta, Vešner Tičič v kazenski prostor, tam pa je sijajno odreagiral Kotnik, kot bomo videli v ponovljenem posnetku. In 1:1, torej Koprčani so prišli do gola, vidimo pa tudi Zorana Zeljkovića, ki tudi z istega nadstropja kot jaz spremlja tekmo in zdaj lahko prejeli gol in torej delo iz prvega polčasa je izničeno. Ševelj, že v prvem delu je bil veliko pri žogi in to je zdaj nov gol za Radomlje. Nadaljuje pa se šov Esterja Soklerja proti Kopru, pa to je neverjetno. Dve proti ena, hitro nov šok za Koprčane, 55. minuta. Znova nizka podaja, pa ne tako nedolžna. Priložnost zdaj je tam še en strel. Ko je prišel do žoge Palčič in na koncu po fliperju žoga mimo leve vratnice. Sever. Vidimo pa, da imajo eni in drugi težave s podlago. Tu je Mario Čujić. Koliko prostora imajo Mlinarji. Šošić. Lepa finta, pa potem tudi zvit strel in odlično je posredoval Golubović. Denis Halilović, tekma, ko ni šlo nekako nič po vaših željah, tudi Zelenica ni dopuščala, vse tako se je zdelo tiste vaše željene igre, ampak je pa nedopustno, da dve zaporedni tekmi ostanete brez igralca tako zgodaj. Ma seveda, to je odgovornost, ki jo morajo igralci prevzeti, to je nedopustno, tako kot ste rekli. Kar se tiče igrišča, je edino merilo, je takšno kot je za nas, je za njih, oni so se prilagodili, mi ne, na koncu je rezultat pravičen, Radomljam čestitam za zmago in to je to. Z Zoranom ste že govorili, kaj je videl trener? Ja, v bistvu bomo zdaj, smo bili na vezi, ker ni imel tudi po tekmi, je imel prepoved vstopa še nekaj minut, tako da. Samo še morda vaša ocena, je bolje, da zdaj pride v goste Olimpija ali bi bilo vseeno bolje igrati s kom z nižjega dela lestvice? Po mojem zdaj v tem trenutku je čisto vseeno. Mi moramo se zbrati, moramo razčistiti neke stvari, dvigniti glavo, trdo delati, iti naprej.
Super, najlepša hvala in srečno. Hvala tudi vam. Hvala. Oliver Bogatino, usoda je želela, da pridete do prve zmage prav na Bonifiki. Kako ste videli tekmo? Veliko zagotovo v pomoč tista hitra izključitev, ampak vi pa ste bili znova čvrsti v obrambi, ne glede na tisti prejeti gol, pa konkretnejši v napadu. Ja, osnova je branjenje. Veseli smo, da smo dvakrat zadeli tu na Bonifiki. Zelo je pripomogla tudi ta zgodna izključitev, nam je na nek način lahko tudi olajšala delo. Po drugi strani sem pa še zelo vesel, da je Sokler zadel dvakrat in nadgradil svoje dobro delo v pripravljalnem obdobju. Naslednja tekma, prav tako potem zelo pomembna. Koliko bo lažje, ker jo boste pričakali s temi 3 točkami v žepu? Naslednja tekma je proti Taboru šteje dvojno, mi, Tabor, Gorica. To so 3 ekipe, ki bomo iskali to mesto, ki zagotavlja obstanek v ligi. In tudi z tega vidika ta današnja zmaga zelo pripomore k neke pozitivni atmosferi in po 3. kolu nam je to uspelo. Oliver, najlepša hvala in srečno v nadaljevanju. Hvala tudi. Max Barišič, prišli ste v igro v drugem polčasu, morda vseeno najprej vprašanje, kakšna je vaša pripravljenost, kakšna je forma? Začenjam se vse boljše počutiti, koleno tudi čutim ful dobro, stabilno in neče zdaj počasi z minutažo pridobija tudi na samozavesti, na treningih pa itak delam na polno, tako da upam, da bom čim prej v optimalni formi. Zdaj pa se ozriva na tekmo hitra izključitev, pa Zelenica, ki prav tako ni dopuščala neke vaše tiste hitre, potentne igre. Vi ste potem prišli v drugem polčasu, kako ste spremljali prvi polčas z roba igrišča, pa potem tisto zadnjo četrtino tekme na Zelenici? Ja, mislim, da nismo slabo začeli tekme, takoj smo vzeli žogo in smo bili mi tej bolj nevarni, oni so se držali bolj zadaj in so probali na kontre. Nažalost smo potem spet že drugo tekmo zapored kar hitro izgubili igralca, potem se avtomatsko tudi spremeni cel potek tekme, lažje so tudi oni prihajali v situacije, probali smo visoko, kajti smo morali loviti rezultat in potem smo tudi uspeli izenačiti, samo nažalost nismo dolgo držali tega rezultata, pa da bi lahko na to nadgradili. Kajti potem pa je vedno teže in probaš na preskok igro bliže, ko si koncu in tako. Je zdaj bolje, da pride naslednja v goste Olimpija ali bi bilo bolje igrati spet s kom iz spodnjega dela lestvice? Jaz mislim, da to ni pomembno. Pomembno je, da damo glave skupaj, da probamo nekako izgarati kakšno tekmo in pridobiti točke. Samo tako lahko dobimo potem na samozavesti in da lahko potem lažje nadaljujemo s prvenstvom. Max, hvala in srečno. Hvala. Uroš Korun, zelo čvrsti ste v obrambi v spomladanskem delu, ne glede na današnji prejeti gol. Zelo pomembno pa je, da danes niste popustili v finišu kot proti Gorici. Koliko je zdaj olajšanja zaradi zmage? Iskreno je zelo veliko olajšanje. Na to zmago smo res čakali zelo dolgo časa. Jaz sem recimo danes prvič izkusil, kakšno je slavje v garderobi. Tako da zelo pomembne 3 točke. Res prvo je obramba, nekako če ga ne dobiš, je večja možnost, da zmagaš avtomatsko. Tako da danes smo nekako po njihovi izločitvi, smo bili nekako v paniki. Nismo znali umiriti stopno žogo, ampak nekako nagradili nas je. Res je bil že čas, da smo vzeli te točke na nekaterih prejšnjih tekmah. Smo bili zelo blizu, smo recimo boljše igrali kot danes, pa smo bili prekratki na koncu, da sem izredno vesel za sebe in za ekipo. Zdelo se je, da Zelenica ni dopuščala hitre igre, kako je bilo vse skupaj občutiti na igrišču, veliko je bilo prekinitev, je občutek naš pravi? Ja, pravi, iskreno povedano, te 3 tekme, ko smo zdaj imeli, to je, zdaj vemo, da vreme je kakršno je, Zelenice so res v zelo slabem stanju, težko je razvijati neko igro, stopiti na žogo, ampak pač večinoma se igra na dolge žoge, tako da jaz upam, da bo čim prej se nekako to skupaj popravilo in da bo tudi se dvignila kvaliteta. Trener je omenil, naslednja tekma znova tista, ki šteje dvojno proti Taboru, lažje se bo pripraviti na noge, ne? Ja, sigurno, nekako s tole zmago mogoče še dobili malo samozavesti, zdaj za nas je vsaka tekma pomembna. Je pa res, da Sežana tudi zbira točke, vsi ostali zbirajo točke, direktni konkurent in seveda bo štela tekma zelo pomembno. Jaz upam, da bomo držali koncentracijo tako danes in da bo na koncu šlo v našo smer. Uroš, hvala in srečno. Hvala.